Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, v bistvu veselje mi je, da pozdravljam pa najnega današnjega gosta, to je Samo Peter Medved. Pozdravljam, Samo. Zdravo, Robi, zdravo, Matevž. Predno, v bistvu, oziroma namesto, da jaz začnem naštevati vse, kje si vpleten v gradbeništvo in digitalizacijo in BIM, Samo bi jaz kar prepustil besedo tebi in te prosil, da v parih stavkih poveš, kdo si in kaj počneš. Torej, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, projektant od začetka svoje kariere, to se pravi od leta 1991, moram reči, da tudi navdušen uporabnik novih tehnologij. Mogoče zanimivost bi povedal to, da sem se še kot študent nekako, ker sem bil štipendist na podjetju, ki ga več ni, to je Konstruktor iz Maribora, projektivno-tehnološkem biroju, lahko srečal z človekom, ki sicer danes ustvarja program GEOS za Geodetsko upravo Republike Slovenije in je takrat na Atariu že sprogramiral pravzaprav vse, kar se tiče gradbeništva, pa ne sem to, pravzaprav sem se tam srečal že z modeliranjem montažnih nosilcev v kompletu od samega, se pravi, modela opaža do vse armature 3D, da sem kasneje začel tudi uporabljati software za kreiranje armaturnih načrtov in konstrukcij, kjer je bilo, bom rekel, celoti modeliranje in tako nekakšna osnovna že informacijska baza, se pravi armirano-betonskih konstrukcij. Kasneje tam sem se mogel pa v začetku, recimo tam nekje v letu 92, žal zaradi tiste krize v gradbeništvu vrniti nekako skoraj da na rotring, no, da bi potem zadeva začela se spet digitalno dvigovati. Torej, leta 1999 sem tudi solastnik podjetja Lineal in leta 1999 sem postal tudi direktor podjetja in sem ga vodil 17 let. Moram reči, da v nekih čudovitih časih za gradbeništvo, kjer smo lahko res delali na velikih projektih, razvijali in tudi razvijali stroko in tudi spreminjali pristope, ne, do tam pojava krize po letu, bom rekel, 2010, kjer smo se soočili pa s tako veliko krizo, da smo se pravzaprav začeli spraševati, ali, bom rekel, sploh tam v letih 2014-2015, ali sploh še smisel nadaljevati v tem poklicu oziroma v tem stroki. Ampak, ker sem po naravi tak, da sem borec, se pravi, sem pa rekel, v čem pa bi lahko bili mi konkurenčni in smo pravzaprav skupaj s kolegi v podjetju veliko stavili najprej na modeliranje, pravi, predvsem infrastrukturnih objektov in kasneje seveda tudi se začeli ukvarjati z BIM-om in lahko samo rečem, da je bila to prava pot, ki se zdaj obrestuje. No, v letu 2016 nekako te menedžerske vode zapustil, čeprav sem vse skozi seveda delal tudi kot projektant, pa tudi kot nek razvojnik. No, da bi potem leta 2016 sem tudi kandidiral za predsednika matične sekcije gradbenih inženirjev pri IZS, kjer sem bil tudi na tej funkciji izvoljen. No, vmes se je spremenila gradbena zakonodaja. Ustanovili smo leta 2015 tudi društvo CBIM za informacijsko modeliranje, kjer sem bil pravzaprav predlagatelj ustanovitve združenja, vodil sem tudi ustanovno skupščino. In moram reči, da od leta 2015 pa do danes res velik napredek na tem področju in mogoče bi lahko povedal še več. Se pravi, v letu 2016 sem tudi po dolgem času zaključil svoj doktorski študij, sicer iz področja geotehnike, ampak se pravi, res veliko v tem času in tisto, kar me pa zdaj ta trenutek najbolj veseli, pa lahko rečem, da se gradbeništvo ponovno oživlja in ponovno dobiva ugled, tako da neke osnove, ki sem jih vse ustvarjal in na to sem tudi zelo ponosen.
impresivna pot, tako bom rekel, sploh jaz recimo, ko sem malo mlajši, pa mogoče sem par teh korakov preskočil, se mi ni bilo treba z rotrinki hecati pa tako naprej. Pa me mogoče zanima zdaj, glede na to, da si šel čez vse te porodne faze gradbeništva v Sloveniji, pa mogoče se dotaknil od gradbeništva prej, kaj je tisto, kar se je najbolj spremenilo recimo tam od leta 1991 do zdaj? Ja, zadeva gradbeništva je izjemno dinamična. Bom rekel, torej v letu 1991, pa tudi že mogoče leta 90 pa 89, se pravi neko sesutje trga, prihod v tistem času računalnikov, uveljavitev CAD-a kot nek velik tehnološki impuls, ki je nas mlade takrat zelo pritegnil, po drugi strani pa pomanjkanje projektov. No, v letu 1993 z začetkom avtocestnega programa, pa tudi seveda s pojavom nove države, pa je zavel nek zelo velik optimizem in lahko rečem, da bi skoraj lahko rekel, da tam do leta 2008, se pravi do začetka te gospodarske krize, so bili čudoviti časi za gradbeništvo in časi rasti, kjer smo lahko v znanje in v stroko tudi res ogromno vlagali in bili priča nekemu tehnološkemu razvoju ali pa vrhuncu ustvarjanja s CAD-om, ki bi ga lahko nekje označil tam za leto 2006. No. Po tem obdobju lahko samo rečem, da je sledila ogromna depresija, se pravi, tu več ne moramo govoriti o nekih sinusoidah, ampak hribih in globokih dolinah. No in tam je bilo potreba začeti graditi zgodbo pravzaprav na novo. No, če se morda sam tegale zadnje gradbene krize ustavimo, enkrat smo v temle podcastu govorili tudi o tem, da je v bistvu žal se to zgodilo, da se žal veliko znanja, ki se je nakopičilo v tistih 90-ih in kasnejših letih, tudi zgubila, tudi določena pač recimo temu informacijska infrastruktura od nekih popisov in podobnih stvari, v katere je SCT in podobne gradbene firme so precej vlagale. Kako pa ti to vidiš v bistvu, kot pač midva so z Robijem to pač od zunaj gledala, ti si mnogo bolj upleten vse skupaj, kako ti to vidiš? Ja, tako kot je bilo rečeno, se pravi, gre za izjemno škodo, rekel, kar obžalujem. Se pravi, tudi, rekel, je to bilo zaradi politike ali česarkoli, tudi medijev, moram reči, da so tudi mediji imeli tukaj prste zraven, se dejansko stroka popolnoma sesula, tudi njen ugled, nažalost, in da je veliko znanja, ki je bilo tukaj res pridobljenega, šlo v nič. In sem lahko rečem, da smo mogoče po tem letu 2015 zgledalo gradbeništvo nekje 40 do 50% slabše, tudi po kakovosti, kot je bilo prej. Mnogo kadrov se je razgubilo, šlo v neke druge stroke, se upokojilo in pa seveda zanimanje mladih za to stroko je popolnoma upadlo. Tako da tole zdaj zgleda takole, da v bistvu smo začeli neke fragmente na novo sestavljati. Na srečo so nekatere zdrave strukture preživele, mogoče celo bolj projektanti kot pa izvajalci. Mogoče smo projektanti bolj konzervativni, rekel smo pripravljeni več vlagati, bolj potrpeti. Jaz vedno pravim, ko nekaj načrtuješ, delaš za lastno pametjo, ne rabiš toliko materialnega vložka, ko pač delaš za stonj, če nisi za to plačan, recimo, ko pa si pač graditelj, pa dobesedno ustvarjaš izgubo in je prišlo do tega izgube. Tako da so se potem po letu 2016 se je zgodil obrat na srečo in so se teh fragmenti začeli ponovno sestavljati. Nažalost pa seveda smo začeli veliko nižje, kot smo nekje v določenih letih končali. To je, jaz bi rekel temu izgubljenih 10 let razvoja. No, zanimivo pa je to, da sem se pač udeležil lani v jeseni srečanja predstavnikov inženirskih zbornic z področja gradbeništva na Dunaju, kjer je bilo pa recimo tudi od kolegov iz Zahodne Evrope, tudi iz Anglije rečeno, da gradbeništvo je pravzaprav ima krizo po celem svetu, v zahodnem gre za neko netehnološko panogo ali pa prepoznano kot najmanj učinkovito in nedigitalizirano panogo sploh. Mislim, da je samo še naftna industrija za gradbeništvom in dejansko so to tam v letih 2004 in naprej
zadeva prihaja iz Amerike, se zadeva začela razvijati v tem smislu, da treba z gradbeništvom nekaj na tehnološki bazi narediti. Tudi v zahodnem svetu mladi zelo težko se odločajo za gradbeništvo, kajti to je delo za tujci, pošljete nekam na teren, delaš v tujih deželah, vedno pod stresom, možnost neplačilnih slabih služb, se pravi, gradbeništvo je dobilo neko slabo podobo, kljub temu, da se pa seveda obračajo zelo veliki denarji v tem. Mislim, da nas je v tem času seveda Daljni vzhod močno prehitev, pa tudi Turčija. Tako da lahko rečem, da smo se na osnovi teh izkušenj iz tujine vseeno začeli v Sloveniji pobirati, da so neka zdrava jedra ostala in da leto 2018 dejansko izgledamo že veliko boljše, kot smo izgledali 2015 ali pa tudi v začetku 2016. Ja, tole je v bistvu odlična istočnica za to, kar sem tako hotel vprašati. No. Zdaj, eno vprašanje je, glede na to, da smo zdaj spet na takem prelomu, ko je bilo tam v 90-ih, ko je bilo v bistvu iz ročnega dela na CAD, zdaj pa recimo, da je ta prelom iz CAD-a na BIM, pa glede na to, da oboje vidiš pač iz prve roke, bi me mogoče zanimalo, če bi lahko vrednotil, kakšna je razlika zdaj med tisto prvim prehodom, zdaj ta drugim. Zdaj je to drugo vprašanje, ko ga pomajam, pa glede te krize, ne, me pa spet nekaj z BIM-om. A se ti mogoče pa zdi, da v iskanju neke čarobne rešitve gradbeništvo čisto preveč stavi na ta BIM? Če grem na prvo vprašanje, se pravi, tale prehod, ta tehnološki preskok, mislim, da je zelo podoben, da se soočamo z istimi zadevami, z nekim odporom starejših generacij, z nekim nerazumevanjem. Zelo podobno takrat, ko je bilo rečeno, vse pa tisti, ki dela z rotringom, je pa hitrejši, kot pa tisti na računalnik. Zdaj pa tudi pravijo, seveda, s CAD-om si hitrejši kot z BIM-om ali pa z modeliranjem. Zadeva je zelo podobna. Pravzaprav jaz rekel, da gre tako kot takrat tu za neko generacijsko zadevo. Jaz bi kadre razdelil v neka 3 življenjska obdobja, če govorimo naprej. Se pravi, to so tisti, ki končajo študij pa nekje do, rečemo, 30. 33. leta. To so po moje kadri, ki seveda danes morajo z modeliranjem z BIM-om živeti. To so nove generacije, potem so pa mogoče generacija 35 do, rečemo, 45, 48, 50, ki se morajo seveda prilagajati novim tehnologijam, in tisti, bom rekel, po 50. letu, ki morajo pa to tehnologijo razumeti in svoje izkušnje znati nadgraditi z novimi tehnologijami in seveda ustvariti skupine, ki lahko sobivajo, tako da ne 3 dele. Če pogledamo o tem, ali gradbeništvo mogoče preveč stavi na BIM, pa lahko rečem, da bi potrdil, zaradi tega, ker seveda osnovna znanja gradbeništva se mogoče ta trenutek podcenjujejo, ampak ne pozabiti to, da se soočamo s tako veliko kadrovsko krizo, da mi potrebujemo nek tehnološki preboj, neko navdušenje pri mladih, da jih bomo sploh pritegnili za ta poklic, ki je sicer več ni mogel konkurirati, tako kot sem prej povedal, informatiki, elektrotehniki, strojništvo. Vse te stroke so šle tehnološko bistveno naprej od gradbeništva in se mi zdi, da nekaj takega potrebujemo kot nek obet, neko motivacijo, in jaz mislim, da smo to zelo dobro izkoristili, ta trenutek. Jaz sam malo, Matevž, se opravičujem, ko sem ti skočil besedo, ampak res moram povedati, da sem kar malo presenečen na tem odgovorom, ker sem pričakoval vse kaj drugo. Se strinjam, čisto preveč se govori o BIM-u, čisto preveč se stavi na njega, ampak zdaj, če gledam skozi to prizmo, ki se je zdaj predstavil, pa mogoče to razumem. Ja. Mi je pa zelo zanimivo, Žiga Turk je zdaj na par predavanjih govoril o gradbeništvu 4.0 pa industriji 4.0, in je zelo velikokrat omenil to, da BIM je ena od smeri, v katero bi se lahko razvijalo gradbeništvo, ni pa edina. In to pač v tej luči sem želel to vprašati, ker se seveda s tem strinjam. Samo se mislim, da se o BIM-u preveč govori, ampak dobro, če hočemo zdaj nekoga navdušiti pa tekmovati z računalničarji, mogoče je na mesto, ampak pa se mi vseeno zdi pomembno povedati, da so pa znanja, ki so pa že od nekdaj enaka, ki jih bodo morali gradbeniki še vedno znati. To sem hotel opozoriti. To je, lahko sem pritrdim temu in sem se celo začel zadnje čase mogoče malo izogibati BIM-a, ki je mogoče celo komercialno zlorabljen.
da bolj govorimo o digitalizaciji, kaj je pomembno vedeti. Ne. Nam so zginili nižje strukture kadrov, nam zginjajo gradbenih tehnikov, ne proizvajamo več, nimamo delovodij, se pravi, nimamo ljudi za gradbišča, se pravi, zdaj gradbenika si predstavljati z neko lopato v roki in z samokolnico, verjetno to ni tisto prihodnost gradbeništva, ki bi ga kdorkoli še videl. Prihaja generacija uporabnikov pametnih telefonov je tu, se pravi, vsak navaden delavec uporablja že sodobne tehnologije in jih je vešč. Se pravi, rešitev gradbeništva je sigurno v neki industrializaciji, v neki prefabrikaciji, v več izdelavi, v zaprtih procesih, v montaži. Ne bomo se mogli ogniti dela na terenu. Kasneje, jaz mislim, da tudi v robotizaciji, da to že absolutno prihaja, in če pogledamo, je vse osnova v nekih kvalitetnih informacijah, ki se lahko za ta namen uporabijo, in to je ta razvoj gradbeništva, ki ga jaz vidim. Se pravi, jaz se več ne predstavljam gradbenika z samokolnico in z lopato v roki. Absolutno se strinjam z obema, v bistvu. Tle nekaj za dodati, je pa res kot za nalaž je bil danes pri poročilih oziroma dnevniku na Ljubljani ravno govora o koliko delovnih viz oziroma vseh teh dovoljenj je bilo izdanih, in je bilo tudi gradbeništvo omenjeno kot področje, kjer primanjkuje teh delavcev, ne, kjer na koncu se vedno vprašam, prvič, koliko recimo nekih projektantov Slovenije rabi na leto novih, koliko teh je nekih BIM menedžerjev in ne vem kaj še vse, v bistvu, koliko je pa tistih, ki, kot si rekel, morajo dejansko operativno delati na gradbišču, kjer jasno ta BIM in podobne tehnologije vidijo, se srečajo z njimi, ni pa to njihov primarno delo, se pravi neko modeliranje, načrtovanje in tako naprej. Ne? No, ampak poglejmo na gradbišče. Ni še 10 let nazaj, ko je bil gradbeništvo v ogromnem razcvetu, in kaj se je takrat dogajalo, se pravi, velika firma najela malo firmo, ta je najela še manjšo, na koncu nekega podizvajalca, in ta na koncu sploh pravih informacij za gradnjo ni imel. Tam so bile neke fotokopije, raztrgane, blatne, ali pa sploh načrtov niso poznali, tisti so bili spravljeni nekje v kontejnerju. Jaz pravim, danes je treba zadnjemu tistemu, ki je v procesu grajenja udeležen, zagotoviti vse potrebne informacije sproti, z iskanjem informacij na nek sodoben način, kot smo ga vsi vajeni danes. Seveda pisanje v nek gradbeni dnevnik z indigom. Mislim, ko jaz take stvari vidim, pa to uporabljam, meni se zdi pravzaprav neverjetno, da je gradbeni dnevnik enaka zadeva že več kot 50 let, pravi starejša od mene. Jaz sem lahko povem, da še vedno naročniki smatrajo, da ko dobi pa fascikle, pa plača v storitev. Ne? Ja, storitev kopiranja. Ja, ne, in danes mi to še vedno peljemo, potem te projekte razdrejo, jih poskenirajo in jih dajo v bazo kot neke PDF in TIFE, ki so izgubili ogromno informacij odprej. Ne? In seveda, kako te informacije spet nekdo uporabi v procesu graditve. Tako da, Jaz sem se zdaj ta trenutek vrnil nazaj iz BIM-a. BIM je bil tisti, ki nas je premaknil naprej v razmišljanju, v bistvu naprej, ampak dejansko pa moramo od zadaj to digitalizacijo v gradbeništvu bistveno spraviti naprej, preden bomo mi sploh sposobni vse zadeve, ki jih BIM prinaša, pa uporabljati. Se pravi, nam še veliko manjka bistveno bolj bazičnih stvari pri obvladovanju informacij v gradbeništvu, kot je BIM, zato sem se vrnil malo nazaj. Ja, no, jaz bom še enkrat rekel, da sem zelo, zelo vesel, da to slišim od nekoga takega kot si ti, zato ker potem imam neko upanje, da se še kdo zaveda, kaj dejansko, kakšna je vloga BIM-a v tem trenutku. No? Ampak mogoče bi sam tukaj eno istočnico postavil, pa bi pustil pa za naprej, ko bomo govorili o akcijskem načrtu, ne? Da mogoče to, ko si omenil, to skeniranje pa shranjevanje v bazah, to je tudi zelo dosti povezan s pravnimi vidiki enega takega projekta, zato ker tisti fascikel je ponovadi žigosan in ima neko pravno vrednost, pa tak naprej, medtem ko digitalni dokumenti pa še nimajo. To je še zdaj tako zelo, zelo občutljivo področje v Sloveniji, ne? In se mi tudi zdi, da če bi želeli, ali govorimo o BIM modelu, ali govorimo o digitalnem projektu, če bomo želeli to narediti en tak enako varen in ne vem, zaupanja vreden način, shranjevati, bomo mogli še kaj tudi narediti na pravnem področju.
No? To je tak en mali komentar. No, tole je, rekel, odličen komentar in je tudi sestavni del se pravi nekih aktivnosti akcijskega načrta. Ne. Mislim, da ni to stvar samo v Sloveniji, da to tudi marsikje, da moramo te rekel, nove zadeve spraviti tudi v pravne dokumente. Sam jaz ne vidim nobenega problema, ker kaj se danes dogaja, pravzaprav so tile rekel, papirni izvodi neka arhaičnost, nek artefakt, dejansko pa so vsi začeli, bom rekel, res v 2018 uporabljati digitalne vsebine, ker so toliko hitrejše, da pravzaprav zadnje leta ne srečam človeka v praksi, ki bi listal po fasciklih, ampak že vsi zahtevajo dostop do portala, iščejo vsebine, se pravi, pregledujejo, rekel, z računalnikom, z tablicami, kakorkoli drugače. Jaz mislim, da je v letu 2018 se je nasplošno zgodil en velik premik v uporabi digitalnih vsebin in pravzaprav papirja redko srečam. V pisarnah, v birojih, rekel, razen tistih neke stare literature, pravzaprav ne rabimo več knjižnih omar, arhiva se več ne polni za fascikli, tako da moram reči, da smo ta preskok, pa mislim, da se je letos res zgodil na vseh nivojih. To je lepo slišati in mislim, da je bila tle tudi recimo ena istočnica v zvezi z akcijskim načrtom in pa tudi drugim dokumentom, o katerem smo želeli danes govoriti, to je priročnik za pripravo projektne naloge, pa za implementacijo BIM pristopa. Morda začnemo kar pri priročniku, v bistvu samo si avtor ali pa oziroma soavtor obeh dveh dokumentov. Priročnik je bil izdan na IZS, tako da o tem o samem priročniku smo enkrat že govorili z Andrejem Tibautom. Zato namesto, da gremo čez priročnik, morda samo obnovim v bistvu tisto stvar, ki naj recimo z Robim najbolj zmotila, oziroma je pač tisto nekako, ki bi rekla, zdaj bi to bi bilo pa res dobro. Govorili smo takrat neki predlogi oziroma templateu za takšno implementacijo BIM-a, kjer bi recimo potencialno oziroma manjka temu. Se pravi, to je ena taka zadeva. Druga pa je, da bi rad slišal nekako, kako IZS vidi ta priročnik oziroma sploh vlogo IZS-ja v uveljavitvi BIM-a v Sloveniji. Ja, če gremo najprej k templateu. Template je bil v planu, da ga naredimo, pa nam je dejansko zmanjkalo časa, ampak to je v planu in pri vseh teh aktivnostih spremembe zakonodaje bi rabili še koga, ki bi se mogoče tega lotil in vedno si predstavljam te dokumente kot žive, kot po neki metodi, se pravi, razširjenih vsebin, nadgradnje, se pravi, da to ni mrtev dokument, ampak živ, ki ga bomo mogoče drugo leto ali pa še letos izdali v novi verziji in seveda template bo. Zakaj je ta dokument izredno pomemben za inženirsko zbornico? Kot veste, inženirska zbornica sestavlja mnogo strok, tu so še geodeti, so tehnologi, so elektroinženirji, so strojni inženirji, se pravi geotehnologi in rudarji. Se pravi, gradbenikov nas je sicer pol, ampak nas je pa tukaj 7 sekcij, ki smo nek način enakovredne. Kot veste, smo se v preteklosti, ali so se oni sami, ali smo se mi rašli z arhitekti. Moram reči, da je BIM naredil eno čudovito stvar, ki jo jaz vidim, to je povezovanje. Se pravi, pri BIM-u, če so nas prej učili z arhitektom, kot gradbenik ne moreš delati, to je en težak, tam ima vedno svoje finte, pa moraš ti za njim probleme reševati. Moram reči, da nas je pa zdaj BIM model dejansko vse povezano na isti platformi in to je nekaj najlepšega, kar vidim, da se nam je z BIM-om zgodilo. In ta sinteza strok, ki v bistvu dela na istem modelu, to se mi zdi nekaj, kar me zelo navdaja z optimizmom za prihodnost in ljudje so se začeli tega zavedati. Se pravi, ta trenutek pripravljamo v inženirski zbornici dokument, ki se mu reče pravila stroke, ki ga naredkuje tudi gradbeni zakon. In seveda, odkot bi vzeli vsebine, kar se tiče BIM-a, če ne iz tega priročnika, se pravi, osnova je bila že narejena in rekel, spet nadgradnja dokumentov. Če tega priročnika ne bi bilo, bi zelo težko v pravilnik o dokumentaciji zapisali določilo, da se lahko, se pravi, izvedbeni načrti oddajajo v modelni obliki. To je danes že možno, čaka nas en velik pilotni projekt, to je kako bo
projekt v modelni obliki dejansko zgledal, ki ga bo možno oddati na upravno enoto. Se pravi, pred nami je veliko nekih razvojnih nalog in izzivov povezanih z BIM-om, ampak kot sem rekel, vse to me navdaja z optimizmom, ravno to skupno sodelovanje na istem modelu. Jaz moram tudi takoj povedati, da me je kar malo zaskrbelo, ko sem to slišal, da bo osnova tale priročnik, če ne drugo, že zaradi tega, ker smo ravno prej govorili, da to je živ dokument. Ne? Zdaj me zanima, na kateri dokument se boste sklicevali, če se bo v bistvu ta dokument spreminjal. No? Da ne bo potem spet ta stara zgodba z gradbeništvom, ko je karkoli narobe bilo v eni verziji, ki ni več aktualna. Ne? To je ena stvar. Ne? Druga pa definitivno pozdravljam, da bi v letu 2018, čeprav verjetno ne bo še letos, bilo možno dati nek projekt v modelni obliki. Ne? Se pa sprašujem, v kakem formatu, ker IFC to ne vem, ne vem, a ste že o tem že kaj razmišljali, še ne, ampak IFC še ni, ne? To še ni primerno za karkoli. Ja, se strinjam, da je zadeva takšna, kot ste rekli, ampak vseeno mislim, da moramo iti naprej v iskanju rešitev, tudi pogledati mogoče, kako je zadeva v tujini. Recimo Skandinavci so zelo naprej, imam kolega na Danskem, ki je rekel, da so tudi malenkost zastali kljub nekim zelo ambicioznim načrtom. Modeliranje je tam obvezno, se pravi modeli za izdelava modelov za vse javne zgradbe oziroma za vse javna naročila je obvezno, da bi pa lahko vse informacije zapisali v nek model in ga tako takega predali, pa seveda tudi tam niso, se pravi, mogoče še sam razvoj informacijskih rešitev ali pa softwarea še ni tako daleč, ampak pred nami so potrebe, ki bodo to zahtevali. Tako da jaz si želim, da bi se nekako pilotno tega lotili, naredili en pilotni projekt, se soočili s temi težavami, ki se nam bodo obetali in probali narediti nek primer, kako bi pa to izgledalo. Jaz mislim, da si takšnega načina želimo vsi, zavedam se omejitev v tehniki, ampak tudi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so tukaj absolutno dali podporo in jaz mislim, da se ne smemo bati teh projektov tudi lotiti. No, če sem tole dodam, mogoče sem pozabil, recimo na Danskem pač predajajo modele za visoko zgradnje izdelane v Revi, to je dovoljeno, tudi IFC model, tako sem pač se zdaj pozanimal. Verjetno ni to, kar si na koncu iščemo, ampak vse nekje je treba začeti. Ne? Jaz mislim, da tudi vsak model, ki se izdela, se ga ne sme zavreči. Prihaja projektni informacijski sistem, ki bo v državnem oblaku in potem bodo seveda vsi ti modeli trajno shranjeni in varovani. Jaz mislim, da so to informacije, ki se jih nikakor ne sme zavreči. Jaz mislim, da ta virtualizacija naše realnosti je pred nami. Poznamo, kako daleč je s tem Singapur in dajmo začeti te korake delati. Jaz vem, da bodo težki, ampak enkrat je treba začeti, zakaj ne v letu 2018. Se strinjam. Zdaj mislim, da je to že recimo tudi vključeno v akcijski načrt, vsaj določeni koraki tega, ne? Matjaž, dovoliš, da nekaj vprašam? Ja, absolutno. Preden začnemo z akcijskim načrtom. Jaz bi mogoče te vprašal samo, kaj je BIM, kako prevajamo BIM v slovenščino? Nekako smo se v združenju BIM odločili, da je to informacijsko modeliranje gradenj. Ja, no sej, zakaj to sprašujem? Zdaj, preden bomo šli na ta akcijski načrt, jaz sem seveda ta dokument prebral, ne? In pred dokumentom je ena obrazložitev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in noter je v 3. odstavku napisan Building Information Modeling oziroma informacijsko modeliranje zgradb. Zdaj pa, mislim, sej ne, da bi se zdaj, da bi iskal dlako v jajcu ali kakorkoli, no? Ampak zdi se mi pomembno, da se pri pripravi takih dokumentov, ne, pač poenoti vsaj terminologija, ker to po mojem mnenju to kaže na neko, ne vem, popolno, nek kaos na področju. Mislim, ljudje si sploh ne znam razumeti, kaj BIM je, ne? Potem pa nekaj taga noter preberejo. No? In zato mene zanima, ne, a je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, a so sploh,
mislim, ali je sogovornik tam, ali mogoče se jim, ne vem, ali kar povzema neke dokumente ISS, ali koliko je, ne? Ker ta zgodba se nadaljuje, ne? Ker v bistvu v zadnjem odstavku piše, ne? Da bo uporabljen sistem BIM, to se mi pa kar lase po koncu ostalo. In mislim, preden govorimo o nekih akcijskih načrtih, pa mogoče nekdo, ki ga uvaja, ne? Pa nekaj taga noter napiše, mislim, meni je to grozno, se pravičujem, ampak res, mislim, to je treba pozoriti. Jaz se strinjam, informacijsko modeliranje je graden, zaradi mene lahko tudi zgradb, ampak dajmo to potem konsistentno uporabljati. Ne? Zato me zanima zdaj, ali je sogovornik tam, ali ni, ali mogoče oni ne vejo točno, kaj promovirajo, ali kako je tvoje mnenje, no? Ali pa če imaš mogoče več informacij, zagotovo imaš več informacij, kot jaz. Definitivno moram reči, da seveda zelo velike ustrezne kadrovske zasedbe tam ni. Moram reči, da je bilo z njihove strani prepoznano, ker na koncu MGRT je le tisti, ki skrbi za gradbeništvo, pa to malo kdo ve, se pravi, gradbeništvo je danes razmetano pod ne vem kolikih ministrstvih, v bistvu se vsako ustvarja z gradbeništvom, krovno ministrstvo pa je MGRT, ki je dobilo tudi nalogo dejansko spremljati razvoj gradbeništva in lahko rečem seveda, da so to ljudje, ki se podrobno na to ne spoznajo oziroma ne morejo spoznati. So se pa podučili, rekel, to idejo, ki smo jo predstavili v CBIM-u, so podprli, tudi so zelo bili veseli oziroma so pohvalili izdelavo tega, rekel, dokumenta, akcijskega načrta, ki smo ga nekako skupaj delali, tudi nismo želeli niti enega papirja uporabiti, tako da smo delali v oblaku, tudi rekel, državna uprava, ki ima vse te prepreke uporabe takšnih rešitev, je tukaj malo se prilagodila in seveda se ljudje na ministrstvu izobražujejo. Teh ljudi je izjemno malo, so začetniki, tako kot smo vsi mi bili v nekem trenutku, pa prihajajo. Jaz sem vesel, bom rekel, te neke načelne podpore, tudi samega ministra, se pravi Počivalška, da so prepoznali to, da je tudi gospodarska zbornica to prepoznala in neka široka podpora je, da se na tem področju nekaj naredi. Seveda, če pa govorimo o tako podrobni terminološki uporabi izrazov, pa se zavedam, da tu prihaja do mešanja, da ni dovolj velikega poznavanja, ampak prepričan sem, da bodo se tudi te porodne težave spremenile in da bomo postali dosledni. Seveda pa vse te konference in vsi ti dogodki, ki jih bomo organizirali, ki jih bomo imeli, vsi ti dokumenti, ki bodo še prišli, jaz mislim, da bodo vedno boljši in da bo tudi uporaba terminologija veliko bolj dosledna oziroma se jo bodo ljudje naučili. No, ampak jaz bi se rekel, ok, ena je terminologija, to še lahko govorimo, ampak sistem BIM, to pa pač kaže na neko, ne vem, nerazumevanje tega, zakaj sploh gre, ne? In to recimo se meni zdi problematično, sploh če to uvod v en tak dokument, en tak zelo pomemben dokument, kot je akcijski načrt. Se strinjam s tem, bom rekel, meša se, BIM, bom rekel, je zelo tako komercialno zlorabljena, pa prevečkrat uporabljena beseda in je premalo poznavanja, to se zavedam, zato bom rekel, sem veliko rajše s temi ljudmi govoril o procesih digitalizacije v samem gradbeništvu ali pa v investicijskem procesu in BIM je rekel, tista neka res zgornja stopnja tega, mi še pa tistih osnov nismo naredili, tako da se strinjam s tem komentarjem, se tega absolutno zavedam in pred nami mora biti, da seveda smo veliko bolj dosledni, mislim, ne mi, da nam rekel, vse te ljudi izobrazimo, osvestimo, kaj dejansko BIM je, pa preden bomo prišli do uporabe BIM pristopa, kaj vse je treba prej še postoriti. Zdaj, najbrž ne bo časa, da se spuščamo v neke detajle akcijskega načrta, pa bi samo, recimo, tebe prosil, če morda izpostaviš, recimo, nekaj takšnih ključnih stvari, morda kakšnih predvidenih urokov, pa morda se dotakneš do tega, ali je to kakorkoli ogroženo z raznimi menjavami vlad in podobnih stvari, čemer smo trenutno priča, ne? Terminsko
je bil ta akcijski načrt nastavljen zelo optimistično, se pravi do leta eni meniki so leta 2021, ko se uvaja obvezna uporaba projektno-informacijskega sistema v Sloveniji, ta je že zakonsko uveljavljen, verjamem, da bo, in pa leto 2024, ko bi naj dejansko se BIM pristop uveljavil pri javnih naročilih. Res mi je žal, da so se te volitve predčasne zgodile. Mislim, da so nam zmanjkali tedni, da bi bil akcijski načrt sprejet. Nekako mi je bila dana obljuba, da katerakoli vlada bo prišla, da naj ne bi bilo strahu, da se s temi aktivnostmi ne bi nadaljevalo, ampak definitivno bo to vplivalo na terminsko izvajanje, da bo že v tako kratkem času se zadeva še stisnila ali se bo pač morala prolongirati kot vsak terminski plan, kjer se na začetku zamuja. To je naša realnost, s tem bo treba živeti. Jaz upam, da se nova vlada čim prej postavi in da bo tudi naprej podpora, se pravi, akcijskemu načrtu in vsem tem aktivnostim. Mi ne bomo šli podrobno čez dokument, ker mislim, da bomo imeli časa. Sem pa eno stvar želel staviti, našel sem tudi noter v akcijskem načrtu predlog oziroma prednostno področje in to eno izmed prednostnih področij je tudi certificiranje. Ja. Predlaganje postopek certificiranja strokovnjakov na področju informacijskega modeliranja gradenj. S tem pa jaz osebno se s tem ne strinjam, ker mislim, da tudi CAD certificiranje ni nikoli bilo. In če govorimo o digitalizaciji gradbene panoge, potem to certificiranje v bistvu namiguje na to, da bi se ne digitalno gradbeništvo odcepilo od klasičnega gradbeništva in jaz se s tem definitivno, sam osebno se s tem ne morem strinjati. No. Mislim, da bi morali te kompetence vsem gradbenim inženirjem zagotoviti v procesu visokega šolstva, visokošolskega izobraževanja, tako da ne vem, a je to, ne vem, odkje je prišla pobuda za to certificiranje, in tudi mislim, da bi bilo s tem certificiranjem ogromno težav, ker jaz ne vem, kako bi lahko certificiral nekoga za BIM, če pa že imamo 4 glavne programe, da ne rečem še kaj druga. Tako da ne vem, s tem certificiranjem imam jaz kar veliko težav. Če pojasnim, prvo, kar bi rekel, te zadeve, kar se tiče programov izobraževanja, verjetno se te zadeve spreminjajo ali pa so tu nedosledno uporabljene. Jaz bom zelo vesel, če dobim predlog korekcije. Ta akcijski načrt še ni sprejet, tako da mislim, da lahko še ta trenutek na vsebino dokumenta vplivamo in te zadeve popravimo, če kdorkoli opazi te nedoslednosti, bom zelo vesel. Tudi bi se strinjal s tem, da se pravi sami BIM pristop in digitalizacija bo se pravi osnovna orodja v procesu graditve, tako da se bo to nekako vse staplja z samim ali v procesu projektiranja ali vodenja investicij, kakorkoli, se pravi v roku 10 let, verjetno ne bo to več neka velika tema, ali pa mogoče še prej ne, da moramo biti pa zdaj na tem zelo aktivni. Če govorimo o certificiranju, kaj je bil namen tega certificiranja, je bil mogoče to, da danes pravzaprav je ogromno nekih komercialnih zlorab tega BIM-a. Veliko se o tem govori, vsi se razglašajo za BIM strokovnjake. S tem smo želeli zagotoviti vsaj nek red. Mogoče so tu tudi seveda določene pasti ali pa slabosti tega, ampak to je bil namen. Vse to ni na koncu zraslo v zelniku v Sloveniji, da so tudi druge države ali pa druge nekako poskusi tega certificiranja. Ne vem, pač nekako smo se poenotili, da bi bilo to v Sloveniji koristno. Seveda upam, da pa če bo prišlo do realizacije tega, da ne bo se zgodilo ravno kontra, kot bi si želeli. Ne želimo tukaj ustvarjati nekih elit, najmanj pa tega, da bi se BIM odcepil od gradbeništva, to mislim, da ne bi bil pravi pristop.
ampak glede na to, da se zdaj ta trenutek v podjetjih izkazuje potreba po BIM menedžerjih ali pa BIM kadrih, bom rekel vizavi kadrom, ki tega ne obvladujejo, da lahko to znanje prenašajo tudi na druge oziroma sodelujejo pri vodenju projektov. Se pravi, se mi zdi, da ta trenutek bi to potrebovali, da bi tudi naročniki lahko vedeli, kdo ti ljudje so, ti strokovnjaki in kaj bodo za to dobili in kdo je za to kompetenten. Sigurno se postrinjam, da verjetno na neko daljše časovno obdobje bo pa to se stopilo nekako z vsakdanjim inženirstvom oziroma kompetencami inženirjev in da to po moje na nek dolgi rok ne bo več potrebno. No, sej to je bil, bi rekel, tudi en izmed mojih komentarjev na to certificiranje, v bistvu, da če bi bilo to recimo vsaj v nekem prehodnem obdobju, skratka v domeni IZS-ja, kjer bi pač nekaj tako dodatne znanje pridobil in jih v bistvu tam tudi dokazal znanje oziroma pač veščine iz tega. To še nekako, recimo, da je v tem nekem prehodnem obdobju potencialno sprejemljivo, najbrž, ne. Vse kaj drugega bi bilo pa najbrž vodilo v morda neke neželjene delitve in spet neke take čudne priložnosti zaslužkov. Ampak to pa ni namen. No, sej pravim, upam, verjamem, da je pač to nekje noter zdaj, ali to enkrat je sprejeto, ni sprejeto, je zakonodajno določeno ali ni zakonodajno, ali na koncu firme pri zaposlovanju zahtevajo takšna dokazila, takšne certifikate ali pa ne, je v bistvu zdaj najbrž že čisto preuranjeno reči. Rečemo, da je danes nek čas, kjer ljudje blazno zaupamo nekim brandom, ne? Ali pri avtomobilih, programski opremi, se pravi, zelo zaupamo brandom, smo jih tudi pripravljeni več plačati, ne? In zdaj tudi to je nek bom rekel, poskus, da bi se ta zadeva nekako nek brand ustvaril. Zdaj, ali je IZS ta prava institucija za to, moram reči, v ta trenutek tega ne vidim. Verjetno bi morala biti to kakšna posebna organizacija. Jaz mislim, da IZS ta trenutek tega ne bi bil sposoben, oziroma treba je najti pravzaprav kdo bi to bil, pa kot sem rekel, jaz tudi to vidim samo v nekem prehodnem obdobju. V redu. Robi, imaš še kakšno vprašanje? Ja, vprašanje je veliko, ampak mislim, da se nam vsem mudi na počitnice. Tako, ja, res je. Ta trenutek še ne čist, ampak kot smo se že v začetku pogovarjali, še preden smo začeli snemati, verjamem, da bo še priložnost kakšno besedo reči na temo akcijskega načrta in konec koncev tudi priročnika, še posebej, če bo ta dokument dejansko zaživel in se bo dopolnjeval in bo enkrat na voljo tudi pač neka predloga. Tako da verjamem, da bo takrat spet čas, da se pogovorimo o novih detaljih in v bistvu o novih pač statusih teh dokumentov. Tako da bi za recimo današnji pogovor v bistvu na to temo zadevo zaključili. Tako da predno gremo oziroma zaključimo celoten pogovor, samo bi te v bistvu vprašal, imaš morda za poslušalce kakšno priporočilo takšno za tele poletne mesece? Ja, najprej bi se rad seveda zahvalil za povabilo, za ta pogovor. Je tudi zame zelo koristen, za poslušalce pa seveda to, da bi povabil vse, ki bom rekel, se jim to področje zdi pomembno, da se pridružijo, priključijo. V Sloveniji nas je zelo malo število, bom rekel, nekih ljudi, ki se s tem ukvarjamo, sploh izredno pomanjkanje ljudi v gradbeništvu. Zelo rad bi, da spravimo gradbeništvo spet nazaj kot neko ugledno gospodarsko panogo, da so tukaj neka varna delovna mesta, tehnološka delovna mesta in da seveda, da bi rad povabil vse, ki si želijo, bom rekel, soustvarjanja nekega skupnega prostora, nekih skupnih pravil, rekel, neke skupne večje sposobnosti, rekel, slovenskega gradbeništva, pa tudi tega področja, da se pridružijo vsem tem pobudam,
Jaz bi rad, da so tudi ta strokovna civilna sfera, da je odprta, da se lahko združimo, izmenjavamo mnenja, in je tudi takšen pogovor, kot je to, izmenjava mnenja, je zelo koristna in rad bi, da se seveda čim več mladih strokovnjakov to vključi in da zadeva zaživi. In zakaj ne bi bili Slovenci v tujini prepoznani kot tehnološko napredni? Jaz mislim, da imamo to neko svojo v sebi, neko svojo ambicioznost tekmovati z velikimi. Smo že dokazali, da kljub majhnemu trgu smo sposobni gradbinci, smo veliko ustvarili in rad bi, da se ta podoba vzpostavi ponovno na neki tehnološki osnovi. Ko sem pred leti zaposloval za potrebe razvojnega projekta mlade kadre iz fakultete, sem bil zelo, zelo pozitivno presenečen, ko sem videl, da fakultete izobražujejo, se pravi, mlade kadre z novimi znanji, da so to neke nove generacije, na katerih lahko gradiš. Tako da tega bi si želel, in to mogoče za zaključek tega pogovora. A lahko morda izkoristim to in te vprašam, če kdo čuti potrebo po določenih ali popravkih, dopolnitvah, izboljšavah in tako naprej, glede na oba dokumenta, a je definiran kakšen postopek, kako v bistvu to narediti, ali lahko nekako damo pobudo poslušalcem, da prvič jasno, na vsak način morajo vsi prebrati oba dokumenta dvakrat, pa na plaži tudi. Potem pa, a je dejansko nek protokol, po katerem bi potencialno lahko vplival na nekdo, ki do zdaj še ni bil vključen v sam razvoj teh dokumentov, vplival na neke dopolnitve, spremembe? Torej, zelo preprosto. Za priročnik definitivno Inženirska zbornica Slovenije, elektronski naslov izs@izs.si, bo že prišlo v prave roke. Kar se tiče akcijskega načrta, pa bi jaz rekel kar kontakt@cbim.si, bo tudi prišlo v prave roke, tako da kdorkoli ima kakršnokoli konstruktivno predlog, pripombo za dopolnitev, se tudi dva elektronska naslova, kamor se to lahko pošlje, in definitivno bo prišlo v prave roke in bo tudi deležno odziva. No, lepo, ta naslov na vsak način bodo omenjeni v zapiskih, tako da samo hvala lepa za tole. Robi, pa ti? Moje priporočilo je, naj ljudje čez poletje raje malo grejo ven, pa si zbistrijo misli in potem pride z novo energijo jeseni naprej, ker iz dolg časa se rodijo najboljše ideje, tako bi rekel. No, tako, jaz bi se ob koncu obema tudi zahvalil. Vse stvari, povezave in e-maili in podobne stvari, kamor lahko poslušalci pišejo, ali v zvezi z dopolnitvami za oba omenjena dokumenta, morda samo tudi tebi lahko pošlje kakšno elektronsko pošto z dodatnimi vprašanji. Robi, zate vemo, naj te pogooglajo. Tako da na vsak način je bila to recimo ena taka posebna oddaja, ki bo objavljena izven nekega ustaljenega urnika BIM pogovorov. Kot rečeno, pred nekaj časa sva z Robijem rekla, da bo šli BIM pogovori na take krajše počitnice do septembra. Tako da samo me presenetil in za kar se mu jasno zelo zahvaljujem. Vzel čas in nam odgovoril na nekaj vprašanj v zvezi s tema dvema dokumentama in jasno dal tudi en tako precej dobro zgodovinsko sliko, kako se je skupaj potekalo od 90-ih let naprej. Tako da obima hvala lepa, samo tebi tudi, še posebej za vse te insiderske informacije. Tako da obima najlepša hvala in adijo. Hvala še enkrat, lepe počitnice vsem, tudi vama in poslušalcem. Srečno. Adijo.